Spoštovani, spoštovane, lepo pozdravljeni na tiskovni konferenci na temo poskusa uveljavljanja dvoravninske mature iz učnih jezikov v Sloveniji, torej slovenščine, madžarščine in italijanščine. Zelo nam je žal, nam slovenistom, slavistom, da se moramo sploh tako zbirati. Če komunikacija deluje, potem takšne tiskovne konference sploh niso potrebne. V minulem letu, to se verjetno vsi spomnite, je bilo veliko napisanega o krepitvi bralne pismenosti. In zdaj se soočamo z nevarnostjo, da bi situacijo, ki ni ravno najboljša, reševali tako, da vse skupaj še poslabšamo. Uvedli bi 2 ravni mature iz slovenščine, s tem demotivirali dijake za učenje učnega jezika in hkrati, to je pa osnovni namen, znižali raven pouka učnega jezika za dobršen del populacije. Pri tem snovanju ni bilo zraven nobenega jezikoslovca. In to se vidi. Zato smo tu predstavniki tako rekoč vseh slovenističnih in z jeziki povezanih inštitucij. Sam sem z Inštituta za slovenski jezik, Frana Ramovša, ZRC SAZU. Žal je v Babnem Polju ob poplavi obtičal direktor Pedagoškega inštituta Igor Žagar in se nam ne bo mogel pridružiti, je pa v srcu in v mislih z nami. Zakaj on? Zato, ker je ravno Pedagoški inštitut izvajal raziskavo bralne pismenosti in ker se zavedajo, da ga lomimo. Na to je z nami profesor dr. Matej Šekli, predsednik Državne predmetne komisije za splošno maturo za slovenščino. Skratka, predsednik tistih, ki vedo, kaj delajo, hkrati pa profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Z nami je vodja druge najpomembnejše skupine za slovenščino in to je vodja predmetne skupine za slovenščino na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, dr. Špela Bregač. Na to je z nami izredna članica akademije, profesor dr. Andreja Žele, ki je predsednica Komisije za slovenski jezik pri SAZU, profesorica sodobnega slovenskega jezika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, sodelavka ZRC SAZU, hkrati pa bo predstavila tudi skupno mnenje Slavističnega društva Slovenije. Če bo vožnja iz Maribora, ki je tudi otežena dopuščala, se nam bo pridružil v kratkem Marko Jesenšek, se je že javil. Prav tako je bila že 20 do 10 malo pred vrhniko profesorica doktorica Vesna Mikolič, predsednica odseka za slovenski jezik pri Slovenski matici, predstojnica Inštituta za jezikoslovne študije pri znanstveno-raziskovalnem središču Koper. Z nami je tudi profesorica doktorica Boža Kralkar-Vogel, starosta didaktike slovenske književnosti in poznavalka dolgoletnega dogajanja vsega, kar se dogaja z maturo. Slovenisti se radi prepiramo, tu smo pa povsem enotni. Tu smo zato, ker imamo po 2 mesecih interne razprave občutek, da nas pristojni ne poslušajo. Lahko bi stanje označil celo s kako hujšo besedo.
Jezikoslovci se izredno redko obračamo na javnost na takšen način in lahko si predstavljate, za kako pomembno stvar gre. Večkrat sem šel skozi spisek članov delovne skupine za pripravo nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja med letoma 2023 in 2034 in nisem našel nobenega strokovnjaka, ki bi imel znanje z področja jezikovnega načrtovanja. Učni jezik pa je jezikovno načrtovanje. Učni jezik je tisto, kar je naša prihodnost. Nič čudnega ni, potem, glede na članstvo, da se skupini zdijo naši pomisleki nenavadni. Če ignoriraš stroko, je vse preprosto. Kakšno je trenutno stanje? Učni jeziki v Republiki Sloveniji, torej slovenščina, italijanščina in madžarščina, imajo že od samega začetka maturitetnih preizkusov leta 1995 poseben položaj. Njihova najvišja ocena prinaša kar 8 točk, torej toliko, kot jih imajo drugi maturitetni predmeti na višji ravni. Osnovna raven vemo, da ima največ 5 točk. To pomeni pomembno motivacijo, in tukaj za motivacijo za vse bodoče maturantke in maturante. Mi si prizadevamo za dobro bralno pismenost. Ena od komponent bralne pismenosti je pouk slovenščine in odlično je, da imamo orodje, s katerim lahko tudi slabše dijake motiviramo za pouk slovenščine. Poseben status učnih jezikov je za sodobno družbo v dobi digitalne pismenosti in globalne večjezičnosti odločilen. Jezik je osnova komunikacije in jezik je danes tudi osnova umetne inteligence. S tem, da je na maturi izpostavljen, je postavljen dovolj v ospredje, da se tudi tistim mladim, ki bi ta predmet morda prezrli, zdi vredno vlagati v njegovo znanje. In kaj prinaša nov predlog? Nov predlog sistemskega vidika prinaša poenostavitev. Vse za vse enako. Ampak, kaj to pomeni sistemsko? Po novem bi lahko dijaki raven zahtevnosti, naprimer slovenščine, na splošni maturi ustrezno znižali z 8 na 5 točk, ne da bi s tem škodovali svojemu skupnemu uspehu na maturi. In kakšen je vzrok za ta predlog? Želja po čim večjem zbližanju splošne in poklicne mature, ki jo nekateri razumejo kot željo, da še dodatno znižamo že tako znižane standarde znanja. Zato, ker se to očitno nekomu splača. Pobuda o slovenščini na maturi na 2 ravneh je stara. To ni nekaj novega. Ampak pred leti so jo zagovarjali s tem, da bi bila višja raven takšne mature iz slovenščine še višja od sedanje. Da bi z 2 ravnema mature dosegli tako rekoč civilizacijski napredek. Zdaj tega pretvarjanja ni več. Cilj 2 ravni je prilagajanje mature tistim, ki je ne bi zmogli. Torej, nižanje ravni znanja, v ozadju pa je seveda tudi nezmožnost ali nehotenje odpravljanja dejanskih problemov z vsemi tistimi učenci, ki imajo z učnim jezikom realen problem. Vendar se tega ne odpravlja z maturo, ampak s premišljenimi jezikovno-političnimi ukrepi. Sam bi s tem zaključil. Skušali se bomo držati naše dokaj kratke minutaže, da zaključimo čim prej. Najprej pa bo nastopil predsednik Državne predmetne komisije za splošno maturo, dr. Matej Šinkelj. Dan, pozdrav vsem. Jaz bom prebral del besedila
besedila odziva Državne predmetne komisije za slovenščino za splošno maturo na predlog nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2034, glede ukrepa številka 614, ki se glasi, citiram, upeljati 2 ravni zahtevnosti na splošni maturi pri vseh obveznih in splošno izobraževalnih izbirnih predmetih na maturi. Konec citata. Torej tudi pri materinščinah oziroma učnih jezikih. Ta izjava, ta pobuda je bila tudi poslana delovni skupini. Celotno besedilo je na voljo tu, si ga potem lahko tudi vzamete, to je nekoliko skrajšana različica. Državna predmetna komisija za slovenščino za splošno maturo pri Državnem izpitnem centru LIC podpira sedanji poseben status materinščin oziroma učnih jezikov med predmeti splošne mature, iz katerih se izpit opravlja na eni ravni. Torej na eni ravni, to je 8 možnih točk. Argumentacija seveda je lahko samo jezikoslovna, ker sem jezikoslovec. Ti jeziki so namreč v Republiki Sloveniji državni jeziki, to je slovenščina, ter uradni jeziki. To so slovenščina na celotnem območju države, madžarščina v delu Prekmurja in italijanščina v delu Istre, kot tudi, vsi so tudi uradni jeziki Evropske unije. Tu naj se pripomni, da se v predlogu zakona izraz materinščina v zvezi s slovenščino, madžarščino in italijanščino sploh ne pojavlja. Pojavlja se samo v formulaciji, citiram, za priseljence, katerih materni jezik ni slovenski oziroma učni. Konec citata. Prav tako v predloženem besedilu v zvezi s slovenščino kljub strateškemu cilju, citiram, krepitev državljanske vzgoje ni ustavnih kategorij, kot sta državni jezik in uradni jezik. Objektivno dejstvo je, da je slovenščina materinščina in učni jezik večine državljanov Republike Slovenije, ter državni in uradni jezik vseh državljanov Slovenije, kot tudi vseh drugih, ki v tej državi živijo. V nadaljevanju se bom omejil bolj na slovenščino kot državni in uradni jezik, ob vsem zavedanju seveda, da sta v Republiki Sloveniji materinščini, učna in uradni jezik tudi italijanščina in madžarščina. Za uspešno sporazumevanje v javnem prostoru, znotraj tega je za dobro poznavanje, za dobro delovanje države, še posebej pomembna komunikacija v uradnih kontekstih, je torej nujno potrebno, da njeni prebivalci dobro poznajo državni in uradni jezik. Glede na to, da večina teh svoje jezikovne izobraževanje zaključi s koncem srednje šole, je nadvse pomembno, da je pouk državnega in uradnega jezika v srednji šoli kakovosten, preverjanje znanja iz tega ob zaključku srednješolskega izobraževanja pa vsaj za tiste, ki bodo študij nadaljevali na univerzitetni ravni, zahtevani. Zato je povsem upravičena že obstoječa delitev na 2 vrsti mature in s tem na 2 zahtevnosti ravni mature. Poklicna matura iz državnega in uradnega jezika, ki pomeni zaključek poklicnega srednješolskega izobraževanja, v primerjavi s standardi znanja na splošni maturi poteka na nižji zahtevnosti ravni. To pokaže primerjava učnih načrtov, predmetnih izpitnih katalogov in izpitnih podk. Medtem ko splošna matura iz tega predmeta, ki poleg zaključka gimnazijskega srednješolskega programa seveda pomeni tudi vstopnico na univerzitetni študij, pa poteka na eni ravni zahtevnosti, to je 8 točk. Tako v maturitetnem izpitnem katalogu za splošno maturo za leto 2024, Ljubljana, Državna predmetna komisija za splošno maturo leta 2022 na strani 18. V nadaljevanju pa bi svoje izvajanje osredinil na pouk slovenščine kot materinščine oziroma učnega jezika in na splošno maturo iz tega. Zdaj, o pouku slovenščine v srednji šoli na splošni maturi iz tega bo nekoliko več povedala vodja predmetne skupine za slovenščino na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, doktorica Špela Pregač, ki bo nastopila za mano, zato na tem mestu samo nekaj kratkih poudarkov. Katere cilje vzgoje in izobraževanja torej dosega kakovosten pouk slovenščine in drugih materinščin oziroma učnih jezikov v srednji šoli, ter posledično na splošno matura iz teh predmetov na eni ravni zahtevnosti.
Kakovosten pouk državnega in uradnega jezika ter splošna matura iz tega na eni ravni zahtevnosti razvijata bralno pismenost in bralno kulturo. To je v nacionalnem programu, predlogu nacionalnega programa. Tako v nedigitalnem kot digitalnem okolju in sicer na najvišji ravni. Dobro poznavanje državnega in uradnega jezika strani vseh prebivalcev države je pogoj za inkluzivno družbo, tudi eden izmed ciljev, ter za enake možnosti pri dostopanju do univerzitetne izobrazbe. Nadalje, kritično branje neumetnostnih in umetnostnih besedil, prvo pri jezikovnem, drugo pri knjižnem pouku, ter tvorjenje odzivnih besedil nanje, ostrita kritično sporozumevalno zmožnost, o kateri se veliko govori v zvezi z bralno pismenostjo. Splošni maturanti tako obvladajo tudi nekatere bolj zapletene besedilne vrste, na primer problemsko zastavljanje šolske esej, ter vse spodobne postopke. In sicer tako obveščanje, pripovedovanje in opisovanje, kar je stvar tudi govorjenega jezika, kot tudi razlaganje in utemeljevanje, kar je nujno potrebno za uspešno študij na univerzitetni ravni. Na to ukvarjanje z besedili oblikuje kultiviranega in kulturnega kritičnega bralca, ki je humanistično občutljiv ter samoumevno sprejema in podpira inkluzijo različnih vrst drugosti in drugačnosti, kar v skladu s spremljenjem humanistike med drugim dolgoročno ustvarja človeku bolj prijazno družbo, beremo v nacionalnem programu, kot enega izmed ciljev in posledično višjo kakovost življenja. No to jezikovni pouk. Torej, dobro teoretično in ne samo praktično poznavanje materinščine oziroma učnega jezika, torej to drugo praktično znanje je značilno za poklicno maturo. Praktično znanje pa vemo, da je v razvoju stroke slepa ulica, je predpogoj za kakovostno, sistematično učenje tujih in klasičnih jezikov, ter s tem za doseganje tako zaželene več jezičnosti. In še o pouku književnosti. Umeščanje materinščine v evropski in širši kontekst tako v preteklosti kot v sedanjosti, ter poznavanje literarne in posredno kulturne zgodovine, ki učečemu sedaj v pogledu zgodovino slovenske, evropskih in svetovnih književnosti, omogočata zgodovinsko kontekstualizirano poznavanje lastnega jezika, književnosti in kulture v odnosu do drugih, ter sta nujen predpogoj za spoznavanje drugih jezikovnih in kulturnih okolij, ter s tem za dosegli tako potrebne medkulturnosti, to je tudi eden izmed ciljev. In zdaj, če zaključim, iz povedanega nedvomno sledi, da brez sedanjega posebnega položaja materinščin oziroma učnih jezikov oziroma državnega jezika oziroma uradnih jezikov ne bo možno uresničiti nekaterih drugih strateških ciljev in podciljev v predlaganem nacionalnem programu vzgoje in izobraževanja za obdobje 2022-2023, značilnih in nujno potrebnih za svobodno družbo, do digitalne pismenosti in globalne večjezičnosti, ter razmaha na jezik temelječega delovanja umetne inteligence. Torej, ti cilji so, citiram nekatere cilje in podcilje iz predloga nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja. 1.3. Spodbujanje bralne pismenosti in bralne kulture. 1.4. Krepitev državljanske vzgoje in izobraževanja ter etike in krepitev medijske vzgoje. 1.5. Razvoj digitalne izobraženosti oziroma pismenosti. 1.6. Razvijanje kulturne zavesti ter izražanja skozi spoznavanje, raziskovanje, doživljanje in spremljanje kulture ter umetnosti. 2.2.5. Okrepiti inkluzivno naravnanost za priseljence. 6.1.3. Doseči večjezičnost učencev, dijakov in odraslih na raznih ravneh znanja jezikov in tako naprej in tako naprej. Pri slednjem, torej tem zadnjem, bi morala biti v okviru jezikovne politike vsake države, prioriteta vsake države, da z ustrezno področno zakonodajo poskrbi, da je ta cilj med različnimi ravni znanja jezikov, doseči večjezičnost, kot je zapisano v predlogu, da bo državni in uradni jezik na prvem mestu.
Najlepša hvala. Hvala. Naslednja govorka bo vodja predmetne skupine za slovenščino na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, torej vodja skupine, ki je najbolj v stiku s profesoricami, profesorji z realnim stanjem, dr. Špela Bregan. Hvala. Lepo pozdravljeni. Torej, slovenščina je ključni splošni izobraževalni predmet, ki mu je v slovenskih šolah namenjenih kar lepo število ur. V osnovni šoli je to 1631 ur in pol, v gimnazijah pa je tu 560 ur. Cilji predmeta se uresničujejo tako z jezikovnim kot s književnim poukom na podlagi vseh 4 dejavnosti, se pravi poslušanja, govorjenja, branja in pisanja. Dijaki in dijakinje se pri slovenščini usposabljajo za učinkovito govorno in pisno sporazumevanje v slovenskem jeziku, nadgradijo znanje o jezikovnem sistemu, potem razvijajo zavest o svoji jezikovni zmožnosti, zavest o pomenu materinščine, slovenščine kot državnega in uradnega jezika v Republiki Sloveniji in njenem položaju v svetu, ter tudi o njeni polnofunkcionalnosti na vseh področjih javnega in zasebnega življenja. Hkrati je namen slovenščine razvijati tudi literarno razgledanega in kultiviranega bralca, ki se čustveno doživljajsko odziva na prebrano, bere z razumevanjem in za razumevanje in se na prebrano kritično odziva. Poudarek je na prepoznavanju estetskosti besedila, na njegovi spoznavni in etični funkciji. Dijaki in dijakinje se z ustvarjalno močjo slovenskega jezika srečujejo ob umetnostnih in neumetnostnih besedilih, kar sem že povedala, in namen tega srečevanja je kritično branje tako neumetnostnih, tudi večkodnih besedil, kot osebno doživljanje in odprto razumevanje obveznih in prosto izbernih književnih besedil slovenske in prevodne književnosti. Slovenščina je prvi jezik, to je dr. Šekli že omenjal. Je za večino naših dijakinj in dijakinj materni jezik, je pa lahko tudi drugi jezik oziroma jezik okolja ter pomemben podatek, ki ga je dr. Šekli že omenil, učni jezik. Je podlaga za sporazumevanje in za vsakršno učenje v slovenskem jeziku izraženih vsebin, za razumevanje sebe, drugih, drugačnih in različnih, ter doživljanje in vrednotenje pojavov okrog nas. Razumevanje temeljnih nosilcev zgodovine, jezika in književnosti je tudi pogoj za poglabljanje jezikovne in književne kulture ter razvijanje sporazumevalne zmožnosti, ki pa je tudi pomembna za uresničevanje ciljev drugih predmetov. Dijaki in dijakinje srednješolsko izobraževanje končujejo na gimnazijah z maturitetnim izpitom. V srednjem strokovnem izobraževanju s poklicno maturo in v srednjem poklicnem izobraževanju z zaključnim izpitom. Raven, kot je omenil že dr. Šekli, je različna, torej od mature navzdol pada.
Dijaki in dijakinje maturo opravljajo na enem nivoju, v 3 delih in pri tem izpitu lahko dosežejo 8 točk. Z branjem šolskega eseja dokažejo razvitost svoje literarno-bralne in sporazumevalne zmožnosti. Na tem delu izpita lahko dosežejo 50 točk. Zadnje poročilo državne komisije, ki je objavljeno tudi na njihovi spletni strani, v tem poročilu lahko berete, da so dosegli v povprečju 32-33 točk izmed 50 možnih. Govorim o eseju. Drugi del maturitetnega izpita iz slovenščine je tako imenovana razčlemba neumetnostnega besedila. Tu lahko dijakinje dosežejo 90 točk in se že približujejo 100%. Na zadnji maturi, se pravi lanski, so dosegli tudi 88 oziroma 89 točk, blizu 100%. Tretji del je pa ustni del. Na tem delu izpita, da malo pohitim, pa dosegajo v povprečju tam med 17 in 18 točkami med 20 možnimi. Torej, če primerjamo rezultate mature in zaključene ocene v 3. in 4. letniku, vse te analize imate objavljene, lahko ugotovimo, da je ustreznost mature take, kakršna je, popolnoma legitimna oziroma popolnoma ustrezna. In predmetna skupina za slovenščino, katere vodja sem, enoglasno nasprotuje dvonivojskosti. Prvi razlog je ta, ki sem ga že omenila, drugi razlog pa je, ki ga ne smemo spregledati, so tudi rezultati nacionalnega ali pa mednarodnega merjanja bralne pismenosti, govorim o PISA in PIRC-u, in nenazadnje bi bilo potrebno nivo, kot je že dr. Šekli omenil, pouka dvigniti in zaupati v sposobnosti slovenskih učencev, učenk, dijakov in dijakinj in ne jih na ta način, na nek način tudi podcenjevati. Hvala. Najlepša hvala. Morda samo še v informacijo. Verjetno vsi veste, da poteka prenova učnih načrtov, v okviru katerih se bo pouk slovenščine še dodatno moderniziral. Jasno pa je, da če bomo doživeli tak sistemski poseg, potem bo potreben povsem nov pristop, povsem nov učni načrt. Zdaj smo zaključili z 2 daljšima prispevkoma, v nadaljevanju imamo še 3 pogovorke in bi prosil 4 do 7 minut. Najprej vabim profesorico doktorico Andrejo Žele, predsednico Komisije za slovenski jezik pri SAZU, izredno članico SAZU, profesorico na filozofski fakulteti in sodelavko ZRC SAZU. Izvolite. Morda bi poudarili tudi to, da bo govorila tudi v imenu Slavističnega društva Slovenije, sam pa vam bom celotno izjavo Slavističnega društva, da je ne bo Andreja brala, v celoti tudi razdelil. Pozdravljeni tudi v mojem imenu in hvala za možnost danes organizatorju. Torej, menim, da pristajanje na izhodiščno ali celo več nivojskost pri učenju in ocenjevanju maternega jezika vodi
v vedno slabšo pismenost šolajočih populacij in slabi poznavanje slovenščine kot učnega predmeta na vseh stopnjah izobraževanja. Posledično to slabi in postopoma tudi že krni slovenščino kot učni jezik. Zaenkrat zlasti na univerzitetni stopnji izobraževanja. Slovenščina, to je treba posebej poudariti, ima vsekakor poseben status, ker združuje vsebine učnega predmeta z zelo zahtevnimi vlogami učnega jezika na vseh področjih. Zavzemam se, da slovenščina kot maturitetni predmet ostane na eni ravni in ta naj odraža vsestransko funkcionalno opismenjenega maturanta, ki mu navsezadnje odpira možnosti na nadaljnji študij. In tukaj, če dovolite, dva poudarka. To vodi, ta večnivojskost vodi tudi v vprašanje razvoja najprej slovenščine kot učnega jezika na slovenskih univerzah. S tem vprašanjem se zdaj kar že zelo soočamo in je pereče. In seveda tudi v vprašanje razvoja strokovne slovenščine nasploh, na vseh strokovnih področjih. No in kot je bilo že omenjeno, malo se zanemarja tudi zelo pomembna vloga stanovskega združenja, torej Slavističnega društva Slovenije. Če dovolite, bi v imenu predsednice Slavističnega društva Slovenije, dr. Jožice Jožef Bek, izpostavila samo nekaj poudarkov iz njene celotne izjave. Torej, v Slavističnem društvu Slovenije nasprotujemo maturi slovenščine na dveh ravneh. Z vidika dvoravninskosti mature danes, zaradi razlik v programih srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazije v obsegu in ciljih pouka slovenščine, to pomeni, da bi postala obstoječa raven mature višja, osnovna pa bi se približala ravni poklicne mature. Morebitno približevanje osnovne ravni poklicni maturi ne pomeni samo razvrednotenja programa gimnazije in učenja vseh gimnazijcev, temveč pomeni tudi na gimnazijski ravni podrejanje trendu všečnosti, nižanje zmožnosti izražanja v maternem, učnem ter raziskovalnem jeziku, nižanje kulture govora v javnem prostoru in tako dalje. Če dovolite, naravnost porazno je, da zadnja leta stalno opozarjamo na to, da je znanje, dobro znanje lastnega jezika seveda najboljše izhodišče za razvijanje vsestranskih jezikovnih zmožnosti. To se pozablja. Hvala lepa. Najlepša hvala. Mogoče še ta poudarek. Živimo v večjezični družbi. Poznavanje več jezikov je ključno. In večjezičnosti ni brez učnih jezikov. Ni. Zdaj pa vabim predsednico odseka za slovenski jezik pri Slovenski matici, predstojnico Inštituta za jezikoslovne študije pri Znanstveno-raziskovalnem središču Koper, profesorico doktorico Vesno Mikolič. Lepo pozdravljeni. Sama, kot je povedal kolega Arkačič, zastopam dve inštituciji, torej Slovensko matico, njen odsek za slovenski jezik in z Koper, njegov inštitut za jezikoslovne študije, in obe ustanovi, obe inštituciji seveda ostro, bom rekla, tako nasprotujeta poskusu kakršnega koli nižanja ravni slovenščine v maturi. Namreč menimo, te poskuse že poznamo, takšne ali drugačne,
ampak menimo, da ravno v današnjem času, ko res obstajajo vzroki za nižanje ravni, ne predmeta slovenščine, ampak ravni sporazumevalne zmožnosti v slovenščini, ravno v tem času si ne moremo tega privoščiti. Lahko razumemo komisijo, torej delovno skupino za pripravo nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja, da poskuša priti blizu mladim in tem vzrokom, zaradi česar se niža sporazumevalna zmožnost, ampak je ta rešitev gotovo na prvo žogo in ne prinaša dolgoročnih, tudi srednjeročnih, tudi kratkoročnih, če hočete, koristi. Zakaj menim tako? Zato, ker na več ravneh bi bil ta ukrep škodljiv. Prvič, že na simbolni ravni, torej ne, da se znižuje samo simbolni pomen predmeta slovenščine, ampak tudi slovenščine kot državnega jezika, kot materinščine, kot sredstva sporazumevanja. Torej, na ta način bi slovenščina gotovo izgubljala na pomen, ker bi mladi to, veste, takoj razumejo. Že tako, rekla, se včasih otepajo tega, da se je treba potruditi pri slovenščini, da bi pa dobili neko potuho, da je to itak ni pomembno. To je ena zadeva, drugo pa, kot smo slišali, itak gre seveda za zniževanje standardov znanja. Tukaj pa menim, da bi se morali in se, tako učitelji kot slovenisti, kot pač jezikoslovci, bi se gotovo morali biti, kot smo tudi slišali, vključeni v te procese odločanja tega. Torej nas čaka še veliko dela v resnici, ampak ne, da znižujemo standarde, da se odločamo za takšno lažjo rešitev, ampak seveda, da osmislimo poučevanje slovenščine, tako jezika kot književnosti, da oblikujemo metode, ki bodo pri pouku diferencirale, ki bodo individualizirale. Vemo, da je danes poučevati slovenščino zahtevnejše, prav gotovo. Imamo razrede z veliko bolj različnim predznanjem slovenščine, kot smo imeli kdaj v preteklosti. Globalizirana družba, digitalna komunikacija, hitrost te komunikacije, vse to, da ne naštevam vseh teh vzrokov, katerih posledica je ta zahtevnejši pouk slovenščine. Ampak, kot rečeno, reševati moramo tako, da osmislimo, da dosežemo to motivacijo za doseganje te ustrezne ravni sporazumevalne zmožnosti in vseh drugih ciljev, ki jih ima pouk slovenščine, ne pa da v bistvu še podkrepimo, oziroma bom rekla, kot sem povedala že prej, dajemo potuho temu, da itak ni važno, če smo motivirani za učenje slovenščine, ni ne. In dala bom en primer, sicer ne maram preveč govoriti o tem, kaj bi bilo, če bi bilo, ampak recimo, prihajam torej iz obmejnega območja, recimo v slovenskem zamejstvu na Tržaškem se tudi soočajo že dalj časa s procesom, ki je lahko pozitiven, lahko pa tudi negativen. Se pravi, v slovenske šole se vpisuje vedno več italijansko govorečih ali pa tistih, ki imajo gotovo nižjo raven slovenščine, ko vstopajo v razred, ko vstopajo v šolo ali pa celo začenjajo kot začetniki. In seveda se učiteljice pritožujejo oziroma so nemočne, ker ne vedo, kako poučevati oziroma imajo občutek, da se nivo slovenščine, torej tako predmeta kot tudi potem sporazumevalne zmožnosti znižuje tudi pri slovensko govorečih. In zdaj, kaj bi? Lahko bi ravno tako tam rekli, v redu, dajmo znižati tudi na formalni ravni standarde znanja in ta formalni pomen, ki ga ima pouk slovenščine. In kaj mislite, da bi dosegli? Se pravi, ta trud slovenske skupnosti za to, da se ohranja slovenski jezik, bi v resnici izničili. Povsem izničili, ker bi dejansko to, na kar učiteljice opozarjajo, da se znižuje nivo sporazumevalne zmožnosti, bi to pač tudi formalizirali. Če bi postopali na enak način, kot sedaj postopamo v Sloveniji. In tega si za celotno slovensko skupnost, torej slovensko skupnost, bom rekla,
vso populacijo v Sloveniji, ne moremo privoščiti, da bi na ta način uživali pomen, kot rečeno, tako jeziku kot materinščini, kot jeziku, državnemu jeziku in jeziku sredstva sporazumevanja. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zelo so zaskrbljeni tudi učitelji slovenščine, torej tisti, ki so v stiku z mladimi. Soglasje k ohranitvi ene ravni mature iz učnih jezikov je dalo kar 114 zunanjih ocenjevalcev slovenščine, v bistvu vsi, ki so bili prisotni na seminarju za zunanje ocenjevalce slovenščine 13. aprila letos. Dobil sem v zadnjih dneh ogromno klicev in pisem, naprimer podpira nas član strokovnega sveta, predstavnik slovenistov Klemen Lah, strokovnega sveta za splošno izobraževanje, potem Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Nove univerze in mnogi drugi. Zanimivo je pa tudi nekaj, kar pa ne doživiš velikokrat, dobivali smo pa tudi zelo neprijetne klice in neprijetne pogovore, zakaj drezamo to temo. In to ni dobro. Zdaj pa vabim kot zadnjo pred vprašanji tudi našo starosto, profesorico, doktorico Božo Krakar-Vogel, pri kateri smo se vsi učili didaktike slovenskega jezika in ki je takšno, kako bi rekli, obrambo jezika izvajala kar velikokrat, kot kak Rambo. Hvala lepa. Ja, in ker sem že starosta, si bom privoščila nekoliko pogleda nazaj in ga povezala tudi z nekaterimi osebnimi pogledi in izkušnjami. Segla bom kar v 70. leta, v čas mojega študija, ko sem se navzela slovenističnega aktivizma. To se je dogajalo pri študiju pri profesorici Bredi Pogorelec, ki je ravno tisti čas vodila odmevno akcijo Slovenščina v javnosti. No, takrat smo bili vsi študentje in dobršen del slovenskega prebivalstva zaradi odmevnosti te akcije prepričani, da zasluži slovenščina poseben status, ker smo zaradi nje vse to, kar pravzaprav smo. In tako se je moje razmišljanje o tej temi zjedrilo v nekaj takih točk, recimo to, da bi morala imeti slovenščina tudi v vzgoji in izobraževanju poseben položaj. Mislim, da bi morala biti slovenski jezik in skrb za kulturo obvezna sestavina vzgojnih učnih načrtov v osnovni šoli, ne pa, da je tega komajda za vzorec nekaj procentov šol, ki imajo torej to vrednostno sestavino zapisano v vzgojnem načrtu. Prav tako mislim, da bi morala biti skrb za slovenščino stvar kot učni jezik, stvar vseh predmetov, torej ne skrb za slovnico, ampak za vse dejavnosti, s katerimi se slovenščina udejanja, torej da bi morali povsod paziti ne le na pisanje, ampak tudi na govorjenje in poslušanje. Vse to bi kar samo po sebi dvignilo bralno pismenost, tako želeno, hkrati pa tudi splošno, jezikovno, kulturno in družbeno zavest. No, če grem zdaj k maturi. Ko smo pred več kot 30 leti v prvi predmetni maturitetni komisiji za slovenščino
snovali izpit iz slovenščine, smo prav tako imeli pred sabo vsestransko vlogo maternega prvega uradnega jezika pri nas. Menili smo, da je treba najti način, kako v vzgojno-izobraževalnem sistemu izpostaviti temeljnost slovenščine, da bi se zavedanje o njenem pomenu utrjevalo in nadgrajevalo pri generacijah učencev. Bili smo prepričani, da je kot podlago visoki jezikovni zavesti treba bodočim izobražencem omogočiti dovolj visoko stopnjo znanja in to znanje visoko nagraditi. In dati vsakemu maturantu možnost, da to stopnjo znanja tudi doseže in dobi najvišjo maturitetno oceno, ki jo je mogoče doseči pri maturi za obvezen predmet. Tako smo se odločili za maturitetni izpit na eni enotni ravni, ki pokriva obe vsebinski področji, jezik in književnost, sinhrono in diahrono in vključuje pri vseh področjih naloge na višjih ravneh zahtevnosti. Takrat smo bili še pred kurikularno prenovo, to je v začetku 90-ih let, to je pred prvo splošno šolsko reformo v novi državi. In smo bili prepričani, da bo celoten vzgojno-izobraževalni sistem v novi državi, ki je utemeljena z jezikom in kulturo, podprl to vrstno favoriziranje v narekovaju slovenščine. Zgodilo pa se je drugače. Tako, da tudi šolski sistem z mehkimi prijemi čedalje bolj favorizira globalni jezik. Od prvega razreda se to dogaja oziroma se bo dogajalo po novem do konca akademskega študija. Maturo iz slovenščine pa po izbiri izenačujemo z maturo oziroma s tujim jezikom. In to ob asistenci splošne družbene klime, ki bo pripeljala do tega, da bo počasi bralna pismenost v angleščini pri mladih višja kakor v slovenščini, za kar imamo že veliko dokazov. Edina točka v šolskem sistemu, kjer je doslej slovenščina izstopala iz tega vrednostnega izenačevanja, je splošna matura iz slovenščine na enotni ravni. Ta možnost spodbuja mladim občutek, da se slovenščino pač učiti in znati splača, vsaj zaradi ocene, če ne drugače. A ta pragmatični, maturitetni akcijski interes je pogojen s predhodnimi 4 leti procesiranja znanja in vrednostnih sestavin, zato ima potencial, da se s posameznikovim razvojem in dozorevanjem ponotranji v trajno zavest o pomenu svojega jezika za posameznika in osebno za njegovo družbeno utemeljenost. Zato za tako vrednotenje jezika so si prizadevali naši predniki, živeči v tujih državah. Njihovi svobodni zanamci pa to lahkotno zanemarjamo in zavedno ali ne pospešujemo prihodnjim generacijam šolanje, ki bo dejansko in simbolno vrednost slovenskega jezika spet potisnila za domača ognjišča. Hvala. Najlepša hvala. Morda naj čisto na koncu še izdam, zakaj smo tu. Tu nismo zato, ker bi imel ZRC SAZU premalo prostorov, ampak smo tu simbolično, zato ker v tej sobi nastaja portal Fran, v tej sobi nastaja portal Franček, tu je srce spletne slovenščine. Po SMS-u se nam je oglasil tudi direktor Pedagoškega inštituta Igor Žagar in bi samo kratek
navedek glede te na to, da postavlja ne kot slovenist, ampak kot raziskovalec pedagogike nasploh današnjo vsebino v določen okvir. Pravi takole. Retoriko in argumentacijo nekdanje maturante in maturantke, zdaj študente in študentke poučujem od leta 2001. Takrat so v predavalnice še prihajali s časopisi in revijami in pred predavanji kaj prebrali. Nekje okoli leta 2010-2011 se je to spremenilo. V predavalnicah so pričeli kraljevati prenosniki, tiskovine so izginile. Potem so izginili tam pred letom 2020 še prenosniki in so prevladali pametni telefoni. Za vse naloge, od zapiskov do predlog za govorne nastope. V skladu s tem razvojem so degenerirale tudi jezikovne sposobnosti, tako pisne kot govorne. Kompleksnejše stavke in podredja so počasi nadomestili kratki, prosti stavki. Ti so počasi začeli izgubljati osebke ali pa povedke, pač odvisno od zastavljenega vprašanja. Danes pri pisnih kolokvijih pogosto dobivam izdelke, ki spominjajo na SMS sporočila. Povsem eliptične, brez velikih začetnic, brez ločil, brez odnosnic. V komaj berljivi pisavi, saj se prsti večinoma uporabljajo za drsenje po ekranu, ne za držanje pisala in oblikovanje črk na papirju. Z roko v roki s tem gre osiromašenje govorne besede in krčenje besedišča in pogosto odgovarjanje z enosložnicami namesto s celimi stavki, včasih tudi samo z ja ali ne. Seveda temu sledi tudi radikalen upad splošnega znanja in razgledanosti. Predpisane literature se ne bere več. Nekako zadnjih 5 let se mi dogaja, da moram študentom in študentkam 3. letnika razlagati, kaj je to apartheid, kdo je bil Julij Cezar. V takšnih razmerah, ki jih negativno zaznamuje predvsem pretirana raba ekranov in digitalizacija učnega in študijskega procesa, je nižanje znanja slovenščine na maturi nesprejemljivo. Istočasno pa, opozarja Igor Žagar, pristojno ministrstvo otrokom ponuja pametne telefone kot izvrsten učni pripomoček in zanj tudi prilagaja učna gradiva. S kakšnim znanjem bodo ti otroci prišli na fakultete, si ne upam niti pomisliti. Evolucijsko, na dolgi rok, pa znamo počasi izgubiti vse grafomotorične spretnosti. Kar v šolah nujno potrebujemo, je branje, glasno branje stiskanih gradiv in pa pisanje z roko. Skratka, ta zaključek je bil še pogled raziskovalca šolskega sistema na splošno. Najlepša hvala za posluh. Sam upam, da smo bili izčrpni. Če želi kdo zastaviti še kako vprašanje, vam bomo vsi govorci na voljo tudi posamič. Lahko vprašate tudi tu in bomo prišli k mizi. Če želi kdo še kaj dodati, pa je tudi zdaj čas za pomoč. A lahko vprašanje? Seveda. Špela Kuralt delo. Mene zanima, kako vi ocenjujete danes, se pravi, nivo mature. Namreč meni razlagajo profesori, ja, mogoče gospod Šekli, ja, namreč meni razlagajo tudi profesori, pač gimnazijski profesori, da opažajo, da je standard nižji, kot je bil. Zdaj jaz ne vem, kako vi to ocenjujete, ne vem, če se to sploh da primerjati, boste vi povedali, ampak v tej luči se sprašujem, če je že zdaj standard padel, če je, to boste vi povedali, kako bi potem, da bi vsaj ohranili ta nivo ali pa mogoče ga dvignili s tem enotnim, če bi, a veste, kaj sprašujem, ker nima smisla pol se pretvarjati, da ohranjamo nivo, če ga ne, če je padel v 25 letih oziroma 29, kolikor imamo maturo. Ja, skratka, zdaj, če gledamo čisto tako formalno, učni načrt
predmetni izpitni katalog, splošni izpitni, torej maturitni katalog za maturo, potem v bistvu ne moramo reči, da torej nivo mature pada, ne? Tega ne bi rekli. Sploh zdaj v zadnjih letih imamo esej, ki je problemsko zastavljen, ne? Ni samo nekako povzemanje fabule, vsebine, vsebin tako, ampak je dejansko res odgovor na neko raziskovalno vprašanje. Ne? Je tudi tako zastavljen, nekim odločevalnim vprašanjem, se mora kandidatka odločiti za eno ali drugo možnost, je pač svobodna in potem jasno govoriti na to, da tu ne bi rekel. Ne? Prav tako v bistvu tudi ta jezikovna pola, izpitna pola 2, ne? Torej razčlenba neumetnostnega besedila, zato tudi ne bi rekel, da je standard padla. Ne? Tudi tu ohranjamo, to pomeni izhodiščno besedilo, njegovo razumevanje na višjih taksonomskih stopnjah, tudi nekaj take, bomo rekli, prenesene pomene, ne tiste na prvo žogo, tvorenje ciljnega besedila, ne? In potem seveda lepo skozi jezikovni sistem v funkciji sporozumevanja. Tako da tu se ne bi strinjal, da je nivo mature padel. In zagotovo bi se to zgodilo, če bi bili dve ravni. Ja, seveda. Če primerjamo recimo poklicno maturo, torej polo poklicne mature ali pa polo torej splošne mature, vidimo zelo jasno razliko. Ne? Na poklicni maturi imamo res taka uporabna znanja, brez neke terminologije, brez poznavanja teoretičnih ozadij, tega medtem, ko na splošni maturi seveda pa zahtevamo tudi teoretično poznavanje jezikovnega sistema, sporozumevanja in tako naprej. Zdaj pa, ko ste že ravno poklicno maturo tudi omenili, že prej ste izrecno izpostavili, da je nivo pač nižji, ne? In ste omenili, da je pa zares zelo pomembno, da na univerzitetne študije dobimo tiste z dobrim poznavanjem, z dobrim znanjem slovenščine. Potem pa se jaz sprašujem, preden sem prišla na to novinarsko konferenco, sem šla pregledati vpisne pogoje vseh 4 univerz, vseh 4 fakultet, kjer se lahko učimo slovenščino. In niti ena ne zahteva izključno splošne mature. Se pravi, da lahko še slovenščino študira nekdo, ki ni naredil splošne mature, tega višjega nivoja. Ne? Se pravi, lahko pridem s poklicno maturo tudi tja. In me zanima, kako potem odgovarjate, da se razumemo, jaz se lahko z vami absolutno strinjam, ampak potem ne vidim tu, to se mi zdi tako malo dvolično. Ja, se popolnoma strinjam z vami, seveda, zagotovo. Težava je v tem, da je bila poklicna matura s 5 predmetom prvotno zakonsko določena za tiste dijake, ki bodo svoje izobraževanje nadaljevali po vertikali. Torej nekdo, ki se je vpisal recimo na strojno šolo, zaradi mogoče tega, kar smo doma rekli, da pojdi na neko šolo, kjer boš imel poklic, da ne boš brez poklica, nekateri govorijo o nekih takih deprivilegiranih okoljih. Na to se je pa izkazalo, da so ti dijaki lahko zelo, zelo sposobni in da takim dijakom ne bi preprečevali vpisa na univerzo in jih s tem prikrajšali, zato je bil uveden ta tretji predmet. Kar pomeni, da bi nekdo, ki hodi na strojno šolo, lahko navpično nadaljeval na isto vrstnem študijskem programu. Na to se je pa zgodilo to, da je začela univerza preštevati študente in plačevati študijske programe na glavarinju. Torej, če ne boste imeli dovolj študentov, potem ne boste dobili dovolj denarja. Oziroma vas bomo krčili, ukinjali, združevali in podobno. To je zdaj zelo, zelo aktualno, predvsem na univerzi v Ljubljani, kjer se ves čas govori o tem, da bi se stvari združevali, krčili in tako naprej. Predvsem jeziki in tako naprej. In seveda, kaj se je potem zgodilo, da so nekateri študijski programi rekli v redu, če je tako, potem bomo pa tudi mi upisovali ljudi s poklicno maturo, s 5 predmetom in na našli približno neka področja, recimo, ko ste že omenili jezike, oziroma slovenščino, se lahko nekdo piše recimo na primerjalno poslovje, če je hodil na srednjo aranžersko šolo. Ker je to zdaj po nekih teh novih interpretacijah lahko to vertikala. Tako da se za moj popolnoma strinjam. Sam zagovarjam mnenje, da bi se morali na univerzo upisovati splošno maturo oziroma
spoštovati zakon in se s poklicno maturo upisovati samo po vertikali. Mislim, da je gospod Ahačič omenil, da ideja o dvonivojskem upravljanju mature iz učnega jezika ni nova. In me zanima, kdaj je nastala ta ideja in kak je bil takrat kontekst, pa kako se razlikuje od današnjega. Bi to mogoče profesorica Boža Krakar govorila? Ja, mislim, da zdaj, če pobrskam po spominu, nekako okrog leta 2005 ali kaj takega, so se začele pojavljati pritožbe, da vsi ne zmorejo tako zahtevnega izpita iz slovenščine in da bi zato morali omogočiti, ker je ta raven previsoka, in da bi zato morali omogočiti pač tudi neko nižjo raven, kjer ne bi bilo treba znati toliko. Že takrat so nekateri učitelji želeli pač raven, ki je nižja od sedanje, nekateri strokovnjaki pa raven, ki je višja od sedanje. To se pravi, da bi želeli, da bi bil esej ne vem kako ustvarjalen, da bi se pisalo pač o neznanih besedilih. Skratka, vse sorte visoko letečih pobožnih želja se je tu kresalo, in bile so tudi kar glasne. No, takrat sem jaz še bila v maturitetni komisiji in smo se nekako tepali vseh teh predlogov, ki so bili tudi kontroverzni, tako da smo prav s temi razlogi, da je pač bodočemu izobražencu, in na to smo mislili, treba zagotoviti dovolj visoko znanje in ga nagraditi z visoko oceno na enotni ravni, ki pokriva vse ravni oziroma vse dejavnosti, ki so v okviru slovenščine kot jezika in predmeta. In to se mi zdi, da je pač zaradi vsestranske pomembnosti slovenščine smiselna rešitev. Na čem temelji ta vaš utemeljen strah, da bo ta nivo, ki je zdaj, postal višji in da bo nov nivo, ki bi bil upeljan v resnici nižji in kdo bo dejansko o tem odločal? Naš strah temelji na tem, da se gre v to spremembo dejansko zaradi želja strokovnih šol po večjem vpisu. Kdo bo odločal? Nekdo bo potem na koncu določil, kakšna bo pola, kakšne bodo zahteve in tako dalje. Kdo bo tisti, ki bo to določil? Ja, odločil bo številčni pritisk ocen na državno maturitetno komisijo, ampak recimo mene osebno ne skrbi toliko sama matura kot izpit. Skrbi me sporočilo. Skratka, skrbi me motivacija. Če je nekaj na maturi vredno več kot vse ostalo, potem dijaki vedo, da se splača potruditi za to, tudi če ti mogoče ni všeč. In vedno več bo zaradi digitalnega branja. Se bomo morali sprijazniti, da bo za vedno več mladih branje in jezik napor, fizični napor. Skratka, če bomo pa imeli možnost, da izberemo tudi lažjo raven, pa te motivacije ne bo. Slovenščina bo pač izenačena z vsemi drugimi predmeti, ali bo šel na višji ravni delati slovenščino, ali pa filozofijo, ali pa sociologijo, ali pa angleščino. Ti bo šla mnogo bolje od slovenščine, zato ker boš v njej gledal Netflix, zato ker boš v njej prebiral knjige in
ker boš zanjo motiviran. Zato ne smemo pozabiti, da je ta motivacija najpomembnejša, ne sama matura kot pač nek list papirja, ampak motivacija, ki bo ohranila tudi v Sloveniji večjezično družbo. Ne družbo, kakor smo jo imeli v stoletjih, s katerimi se sam raziskovalno ukvarjamo, 16., 17., 18. stoletje. Ja? Samo eno kratko misel, ki sem jo ponovila v tem vprašanjih, zakaj s poklicno maturo tudi na študij, zakaj je to omogočeno. Ja, gotovo so bili vzroki čisto pragmatični, ker jih je navedel kolega Šekli. Sama pa vidim tudi to željo, da je bilo zdaj pač mogoče, da je bil pač sistem res vključujoč, poskušal je pač omogočiti pač to napredovanje, bomo rekli, čim širšemu krogu mladih. Mislim, ja, najprej je bilo mišljeno po vertikali, zdaj pa se je potem to razširilo. Ampak hočem povedati, da tudi če želimo videti v tem ta plemeniti cilj vključujočega sistema, se zdaj dogaja pravzaprav obratno. Mi vemo, da je bojazen, da tako rečemo, ali pa da je to en postopen, naraven proces, da nastaja neka elita, ki bo dejansko bila, bo imela višjo raven pismenosti, ki bo še vedno brala, drugi pa bodo vedno manj brali, bodo samo res uporabili jezike za, recimo, spremljanje Netflixa in tako naprej. Torej, ti procesi so v globalni družbi prisotni. In zdaj, če mi dejansko razdelimo tudi pri, bom rekla, teh, za katere računamo, da bodo najbolj izobraženi, če jih ločimo, še na res tiste, ki bodo se sami odločali za ta trud in to višjo raven in vse ostale prepustimo temu liniji najmanjšega odpora, da tako rečemo, bomo dosegali še uradno, še formalno, v bistvu, bom rekla, diferenciacijo, ampak tvorimo neko elito, torej ne pa nismo več družba, ki temelji na vključujočem oziroma na nekem demokratičnem pristopu v šolstvo in ta najvišji nivoj bi morali biti vsem dostopni. Mi bi morali spodbujati, kot sistem bi moral spodbujati to, ne pa ustvarjanje, podpora samo tistim, ki bodo, bom rekla, elita. Treba dosegati čim širše, torej da so ti nivoji znanja za čim širšo populacijo. To samo ta vidik. Hvala lepa. Če mogoče to strnemo, zakaj se borimo danes? Ne borimo se samo za slovenščino, ampak tudi za vse deprivilegirane. Za tiste, ki se ne bojo naučili vrhunske slovenščine že doma. Za tiste, ki ne morejo iz police vzeti vojne ljudi. Jure Čepegraj, Slovenija, ali razmišljate že o kakšnih nadaljnjih korakih, zdaj torej v kakšnih pogovorih z ministrstvom, delovno skupino, kako zdaj naprej? Državna maturitetna komisija za slovenščino je oblikovala čisto eksaktni predlog spremembe. Ta predlog smo posredovali in tudi podprli na vseh zborovanjih na temo prenove. Glede na to, da nismo bili slišani, ampak se nas je celo omalovaževalo, je tole danes krik v želji, da se v to prenovo vključi tudi stroka. Zdaj predlog je dan, osnutek, to še ni, oziroma osnutek je še dan, predlog bo šele konec junija, tako da čisto vse verjetno še ni izgubljeno. Imate še kakšne? Z vašo pomočjo mislim, da ta, če se izrazi spet v terminologiji 16. stoletja, lahko ta boj izbojujemo. Dober boj. Še kako vprašanje? Sicer najlepša hvala, upam, da vam nismo vzeli preveč časa.
Zelo smo počaščeni, da vas toliko novinarjev zanima slovenski in učni jezik.